Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o koristih skakanja po trampolinu. Trampolin ali elastična ponjava je športni rekvizit in rekreacijski pripomoček, ki pa ga v glavnem uporabljajo otroci. Trampolinov je več vrst oziroma oblik in velikosti. Lahko so kvadratne oziroma pravokotne oblike ali pa so okrogli. Velikosti so pa tudi lahko z večmetrskim premerom ali stranicami. Danes pa se bom predvsem osredotočil na mini trampoline. Po angleško se temu reče tudi rebounder, ki so premera tam nekje do 1 metra. Skakanje navzgor, gor in dol je možno opravljati na več načinov. Lahko skačemo sami, bosi, obuti, po travi, po mehkem terenu, po trdem terenu. Ampak to skakanje brez pripomočka, kot je trampolin, povzroča precejšen stres na človeško telo in ga izčrpava. Skakanje po trampolinu pa ima skorajda čudežne učinke, ker ni tega stresa, ki nastane ob trdem udarcu, ampak je to mehko poskakovanje gor in dol. Zakaj je to skakanje po trampolinu tako priporočljivo oziroma koristno? Preden je trampolin postal del telovadnic, šolskih telovadnic, je bil zelo v manjšem obsegu uporabljen. Potem pa je neka oseba začela, v bistvu, to je bil telovadec, vrhunski telovadec, torej športnik, ki je doživel določene poškodbe in bolečine pri svoji vadbi. Potem je pa odkril, kako z skakanjem po trampolinu odpravlja te svoje bolečine. In naredil je več raziskav in pokazali so se izjemno globoki zdravilni učinki skakanja po trampolinu. Ta oseba je tudi napisala knjigo, mislim, da je naslov Answer to Cancer, torej odgovor na raka. Ugotovilo se je, da skakanje po trampolinu sprošča, aktivira bela krvna telesca in bela krvna telesca telo proizvede takrat, kadar je v stanju zdravstvene ogroženosti, ko se pojavi povečana količina rakavih celic. Ampak včasih pride do zatajitve tega imunskega sistema in se ne aktivira pravočasno. Posledično je premalo belih krvnih telesc v krvi, ki niso kos razmnoževanju rakavih celic. Glede pojava raka je tako, da tisto, kar se tretira kot bolezen rak, je samo skrajni stadij prekomerno razvitega raka. Dejansko, kar se ne ve, pa je to, da imamo
Vsi ljudje v sebi raka, imamo rakave celice. Ampak, če imamo efektivni imunski sistem, potem se te rakave celice ne razmnožijo v takem obsegu, da bi prizadele funkcionalnost našega fizičnega telesa. Če pa je imunski sistem premalo aktiviran, potem pa se rakave celice prekomerno razvijajo in je potrebno ga začeti zdraviti. So pričevanja številnih rakavih bolnikov, ki so si zdravili raka oziroma so prepustili, da jim je uradna medicina zdravila raka in tumorje z kemoterapijami, z obsevanji. In vse to so že zdavnaj dokazane neučinkovite in strupene metode, ki pa so še vedno del uradne medicine zaradi izjemno močne sistemske korupcije in interesa kapitala. Obstajajo številne učinkovite naravne metode zdravljenja raka in tumorjev in med njimi je tudi zelo učinkovita metoda skakanje po trampolinu. Zakaj je ta metoda tako učinkovita glede preventive in zdravljenja raka? Zato, ker že po nekaj minutah skakanja navzgor, torej gor in dol po trampolinu, se poveča izločanje belih krvnih telesc v krvi. Na ta način se vse te rakave celice učinkovito odstranjujejo in skakanje po trampolinu je tudi vadba, ki je nenadomestljiva, kajti samo z skakanjem po trampolinu se aktivirajo vse celice v fizičnem telesu. Z vadbo recimo v fitnessu lahko krepimo določene mišice za premikanje, ampak v telesu imamo ogromno tkiv, ki niso mišična tkiva. Recimo očesno zrklo in določene drugi dele telesa, torej tkiva. Niso mišična, so tkiva, so drugačne sestave in edino z skakanjem po trampolinu omogočamo telovadbo čisto vsem celicam v našemu fizičnemu telesu. Ko skačeš po trampolinu, tudi nikakor ne moraš biti depresiven, torej je skakanje izjemno koristno zdravilo za premagovanje prvih znakov depresije. Enostavno, skakanje po trampolinu je zelo prijetno, sproščujoče doživetje. Priporočam ga torej vsem. Idealno bi bilo, da bi imela vsaka družina v stanovanju mini trampolin. In na voljo je ogromno proizvajalcev trampolinov. Dobi se ga že po ceni nekaj 10 evrov. To so trampolini na kovinske vzmeti, ki žal tudi malce škripljajo in imajo malce bolj trd pristanek. Potem pa sem odkril tudi vrhunsko znamko trampolinov, ki se imenuje Belikon. In to ima pa mehko ponjavo in vzmeti iz elastičnih vrvi. Ta trampolin je pa veliko mehkejši, možno ga je regulirati glede trdote in ne povzroča nobenega škripanja. Je pa tudi bistveno višje cene, mislim, da tam okoli 600 evrov in je nemške proizvodnje. Priporočam vam torej, da si nabavite trampolin, da čim več skačete po trampolinu in preventivno za boljše zdravje, za boljši imunski sistem in kurativno, če imate kakšna obolenja, kot so raki, tumori in podobno, seveda v skladu z navodili, specifičnimi navodili po tej knjigi Answer to Cancer.
Vse te povezave do raznih proizvajalcev trampolinov in do te knjige, do tega strokovnjaka na področju skakanja po trampolinu najdete v opisu tega videoposnetka. Tako da upam, da se boste na ta način izboljšali kvaliteto svojega življenja. Hvala za posluh in nasvidenje!